Lepo pozdravljeni, gospod župan Rajko Meserko. Poletje je tako rekoč konec je počitnic, dopustov, šola se je pričela in seveda življenje se nekako vrača v tiste stare tirnice. No, ne povsem, ampak vendarle. Župan, kako je minilo tole poletje na občini Šmartno pri Litiji? Ja, to poletje je bilo v Šmartnem seveda v znamenju vseh teh investicij, ki so v tem času potekale. Kljub, bom rekel, temu pa seveda je bil tudi čas za počitek, za kakšno druženje, kakor seveda so nam omogočale vse te epidemiološke razmere. Sem vesel, da smo kljub vsemu, kar se tiče druženja, uspeli v okviru javnega zavoda Bogenšperk izvesti kar nekaj prireditev, ki so bile tako ali drugače odmevne in uspešne. Nenazadnje se je ponovno vrnila prireditev Šmartno kuha in imela res lep odziv. Seveda na drugi strani pa to, kar sem omenil, investicije, ki so se nekako zaključile. Ne omenim seveda gradnja Mrliške vežice v Veliki Štangi, potem vsi ti cestni odseki, ki so bili zdajle poasfaltirani. Vesel sem predvsem pa zadnjega odprtja medgeneracijskega središča v Javorju, kjer po 15 letih, lahko rečem, ponovno vračamo življenje v ta objekt, pa ne samo v objekt, mislim, da bo to pripomoglo tudi k širši skupnosti, da bo kraj bolj zaživel ali pa ponovno zaživel z neko dejavnostjo, ki bo seveda pripomogla, ne samo da mogoče nekateri dobijo zaposlitev, ampak tudi širše, in verjamem v to zgodbo, ki jo lahko rečem preslikam iz enega drugega hriba, kot sem že omenil, Primskovega, kjer, bom rekel, je naša vztrajnost pripomogla k temu, da imamo objekt, ki živi, in v to verjamem tudi na Javorju. No, predvsem je pa seveda pri tem pomembno, da so to glavno vlogo nekako odigrali krajani sami, ne. To pa je razveseljivo. No, saj, mogoče sem to pozabil omeniti, pri vseh teh projektih, pa naj si bo ta zgodba v Javorju, kjer brez seveda iniciative domačinov ne gre, seveda je pa zelo pomembno to sodelovanje. In tukaj v Javorju je bil ta lep primer, za katerega verjamem, da ga lahko preslikamo tudi kam drugam v naši občini, in tudi verjamem, da se bo našel kakšen tak projekt, ki ga bomo lahko s krajani peljali naprej. Nenazadnje pa mogoče ena stvar, ki pa je bolj cestna, a ne, v isti obliki, ob sodelovanju z domačini, s krajani, z lastniki zemljišč, lahko pridemo res do ene uspešne akcije, do enega uspešnega zaključka projekta, kot se je to na primer zgodilo v Reka-Gozdu, kjer smo resnično zdajle v tem obdobju posanirali oziroma poasfaltirali kar zajeten kos javne poti. Seveda pa vedno, ko sva skupaj, župan, vas vprašam, vrtec, seveda ta investicija nekako, ki je na čakanju, ki ima nekako kar tako nesrečno zgodbo za seboj, ne. Saj ni dolgo nazaj, ker sva o tem govorila, pa vendarle se je vmes kaj spremenilo, torej ste kaj bližji zdaj sami pač odločitvi o lokaciji in seveda tudi s tem jasno začetka gradnje. Poglejte, kar se tiče samega vrtca, lahko rečem nekaj, no. Sem vesel, da smo uspeli na državnem nivoju skupaj z ostalimi župani in seveda ob pomoči aktualne vlade priti do dodatnih sredstev in s tem seveda tudi uvrstitve našega vrtca v načrt financiranja gradenj vrtčevskih prostorov. Tukaj v Šmartnem pa se žal, to pa lahko izjasnim, zapleta oziroma nekako prolongira ta zgodba naprej. Mi seveda na občini se bomo morali glede na to, oziroma svetniki se bomo s tem srečali in pač morali sprejeti, glede na zadnje sklepe, ki so bili sprejeti, seveda se seznaniti s to zadevo in seveda potem sprejeti končno odločitev. Jaz mislim, da
vlagamo kar nekaj naporov v tem obdobju in smo jih vlagali, predlagali zadeve, podajali zahtevane potrebne dokumente. Žal pa, bom rekel, do končnega odgovora na drugi strani, kar se tiče, govorimo o zemljišču ob sami šoli, nismo pridobili, še nismo pridobili. Jaz si močno upam in želim, da preden bom seveda strani ministrstva pozvan, da predložim ustrezne papirje, da bo do tega dogovora prišlo. Vztrajam, kljub mogoče včasih mi kdo reče, da sem prevelik optimist, ampak ja, če ne bi bil optimist, tudi te zgodbe takrat ne bi prijavili na razpis in bi seveda nekako izviseli za potrebnimi sredstvi, ki se nam seveda sedaj kažejo. Želim si, da pač seveda pridemo do ene celostne rešitve tega problema. V vsakem primeru, pa ne glede na to, ali bo takšna ali drugačna odločitev, bo občina morala nadaljevati s pridobitvijo teh zemljišč. Na kakšen način bo pa seveda pokazal čas. Seveda, zdaj se tu postavlja vprašanje, ne, zagotovo je ta lokacija ob šoli dobra, rešuje marsikateri drug problem tudi še, ne. Ampak zdaj je vprašanje, koliko se splača vztrajati na njej, če se zadeva ne premakne, torej če ni preboja, ne, ker nenazadnje vrtec na stari lokaciji pa tudi ni tako slaba lokacija, ne, da bi bil neuporaben. Se ravno iz tega, no, jaz sem po eni strani vesel, da smo v preteklosti imeli v obdelavi, če temu tako rečem, oba prostora in da se je tudi obdelala študijsko, se pravi, tudi ta omenjena lokacija. Seveda, iz vidika pač, bom rekel, samega umeščanja je za nas edino le kot občino seveda vprašanje, ker ob tem ne moramo istočasno graditi in uporabljati prostore obstoječega vrtca, ne. To za nas pomeni seveda nek dodaten napor pri iskanju prostorov. Mi sicer delno te prostore že nekako imamo v mislih, tudi na vidiku. Seveda si bi pa rajši želeli, da do teh dodatnih stroškov ne bi prihajalo in da vendarle pridemo tudi z vidika, bom rekel, pridobivanja vse dokumentacije. Namreč mi smo tudi v samem postopku, za katerega smo se odločili, pač prišli do tega, da smo s tem javnim naročilom prišli do faze, ko moramo sprejeti nadaljnje korake in s tem se bo seveda zdaj v jesenskem času srečal občinski svet. Zdaj, kakšno informacijo bom pa na občinskem svetu lahko podal, pa seveda bo pokazal še tale mesec, ampak več kot od tega pa verjetno si tega ne bomo mogli privoščiti. Vsekakor si pa želim, da s postopki nadaljujemo. Zdaj, lokacija, kot sem rekel, je tukaj v vprašaju, ampak da s temi postopki nadaljujemo in da resnično v naslednjem letu tudi, bom rekel, v obliki tisto, kar si vsi želimo, fizično pristopimo k gradnji. No, zagotovo to je želja vseh, tudi nas, ki spremljamo celotno tole zgodbo in seveda lahko upamo na najboljši zaključek. Pustiva čas v čas, župan. Kako pa je z obrtno cono? Veliko se je naredilo, veliko je prenovljenega, nekako ta obrtna cona zdaj živi. Kaj pa zdaj še z ostalimi objekti, kako daleč je vse skupaj? Poglejte, mi smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja najprej pristopili z dokumentacijo za celotno območje. Kasneje se je zaradi nekaterih dodatnih zahtev strani upravne enote pokazalo, da v celotno območje ne bomo morali iti, kar se je sedaj žal izkazalo, da to ni bilo potrebno, in smo s tem seveda v tem delu izgubili tako državna kot evropska sredstva.
ampak na drugi strani smo pa vseeno rekli, gremo v tisti del, ki pa lahko, in smo seveda to zadevo rešili. Mi bomo s tem nadaljevali. S projektom sicer bomo morali zdaj, glede na to zadnjo ugotovitev oziroma mnenje Ministrstva za okolje, ki smo ga pridobili, nadaljevali s postopki. Predvsem tukaj gremo s tem, da bi pridobili možnost dodatnega uvoza v to industrijsko cono, zato se tudi pogovarjamo z določenimi lastniki parcel. In ob rebalansu oziroma najkasneje seveda bomo morali zagotoviti dodatna sredstva za dokumentacijo, glede na že obstoječo, ki jo imamo za to območje, bo treba nekaj novelacij, nekaj novih oziroma obnovljenih mnenj posameznih ministrstev, pridobiti najkasneje v naslednjem letu to dokumentacijo, ker nekako se pričakuje, da bo tudi za ta območja, tudi v nadaljevanju, možnost pridobitve dodatnih sredstev za oživitev takšnih območij, kot je v našem primeru. Namreč potreba po teh prostorih oziroma po teh zemljiščih je, zato sem se jaz obrnil tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, predvsem iz vidika zagotavljanja prostora, ker Šmartno resnično, bom rekel, ta del, ožji del Šmartna, nekako je omejen s kmetijskimi zemljišči. Seveda ne gre za to, da bomo zdaj šli v neko degradacijo prostora v smislu, da uničujemo kmetijska zemljišča, ampak vendarle je pa tukaj potreben nek širši pogled na celotno občino in na razvoj naše občine kot samega Šmartna. In tukaj bom izpostavil, oziroma sem že izpostavil v pismu ministru, minister se je odzval oziroma državni sekretar, in v bistvu nekako v teh tednih pričakujem sestanek z njim na ministrstvu, da jim še bolj predstavimo ta naš problem razvoja, namreč tukaj ne gre samo za, bom rekel, industrijsko cono, širjenje industrijske cone, na drugi strani imamo podjetje Herc, ki nekako je tudi omejen s temi zemljišči. Pa tudi, če pogledamo malo širšo zgodbo, tukaj ob kulturnem domu oziroma ob obvoznici, bo potrebno poiskati neke lokacije oziroma možnosti, kamor bi se dolgoročno lahko Šmartno kot Šmartno in seveda potem širša okolica širila oziroma pripravila, bom rekel, teren za ta razvoj. V tem okviru bomo tudi, ker že v letošnjem letu pristopamo k novemu prostorskemu načrtu, spremembi prostorskega načrta, pripravili tudi nekaj izhodišča gradiva in na tem seveda bomo delali tudi naprej. Je pa se pravi ta hendikep našega območja, da teh zazidljivih površin žal nam manjka. Kot sem že omenila, šole so odprla svoja vrata. V kakšnem stanju so pričakale učence, kako ste zadovoljni? Poletje je običajno tisti čas, ko se postorijo tista najbolj nujna vzdrževalna dela. So naše oziroma šmarske šole so urejene, so v redu? Ja, lahko rečem, da sem zadovoljen z našimi objekti. Mi smo v preteklosti resnično se lotili dveh večjih sanacij, to je Kostrevnica in Primskovo, še prej delna sanacija v Štangarskih poljanah. Zdaj me veseli, da bom rekel, da smo to, kar smo že prej omenili, na podružnični šoli Javorje dali neko novo vsebino. S tem mislim, da smo te objekte kar lepo postavili na pravo mesto, če temu tako rečem. Na drugi strani pa tudi matična šola sicer kliče tudi k kakšnim večjim delom, predvsem kuhinja in jedilnica in seveda prepotrebni prostori kabinetov za učitelje oziroma za strokovne delavce. Upam, da se bo ta zgodba zdaj glede vrtca uredila in da bomo potem tudi nekako šli v tem delu tudi naprej z temi prostori. Seveda pa je vse tukaj povezano z denarnimi sredstvi.
Zagotovo. Omenili ste že tudi uspešno delo javnega zavoda Bogenšperk. V tem zavodu je sedaj res neka nova energija, nov veter, bi temu lahko rekli. Vzporedno s tem uspešnim delom pa seveda se pa nekako sestavlja tudi turistična zgodba, torej celotna turistična rešitev občine Šmartno pri Litiji. Župan, zdaj, a gre to v pravi smeri, kako opazujete, kako ocenjujete? Poglejte, razvoj na področju turizma je seveda veliko odvisen od lokalne pobude. Na občini je predvsem tudi to, da seveda spodbuja to, a ne, na drugi strani pa seveda skrbi za to, bom rekel, poenotenje te zgodbe. Zato sem bil vesel, da smo v preteklem tednu sedli skupaj za mizo tudi z občino Litija, z njihovimi zavodi in ustanovami in tukaj upam, da še razblinili kakšno dilemo o našem skupnem nastopanju, kar se mi zdi zelo pomembno. Namreč mi še vedno imamo dnevne goste, nimamo gostov, ki bi tukaj lahko prenočili, oziroma imamo teh kapacitet absolutno premalo. Sicer naša želja je, da se dolgoročno to spremeni, tudi delamo na teh projektih, ampak seveda to je tek na daljše proge. Zato je izrednega pomena to sodelovanje in seveda priprava programov, ki bo zanimiva za dnevne goste. In jaz mislim, da imamo tukaj z občino Litija in z njihovimi zavodi in na naši strani z zavodom Bogenšperk veliko možnosti. Seveda naša želja je tudi, da se povezujemo na drugo stran, kar že sicer počnemo, se pravi z občino Ivančna Gorica in širše, kar pa bi lahko pripeljalo do tega, da lahko programe še obogatimo in seveda damo večjo možnost vračanja ljudem v ta prostor, se pravi s programi, če jih bomo ponudili več, pa če bodo to uspešni, lahko računamo, da se bodo seveda gostje tudi vračali. Tako, kot ste že omenili, ja, lahko rečem, da sem zadovoljen z delom javnega zavoda, predvsem v tem delu, da smo tukaj Bogenšperk odprli skozi celo leto. Na drugi strani pa tudi, bom rekel, da smo sedaj počasi, tudi našo dvorano v kulturnem domu nekako postavljamo v take okvire, kjer bomo lahko gostili tudi kakšno predstavo, zagotovili, se pravi, ustrezne tehnične pogoje za to in se veselim, da tudi na tem področju delamo naprej. Hvala lepa, gospod župan, za vaše odgovore, za vaše razmišljanja. Jaz vam želim seveda uspešno delo še naprej. Vidiva se prihodnjič, do takrat vse dobro in nasvidenje. Hvala lepa, tudi vam in srečno.